Zdaj, ko sva začela o tem razmišljati oziroma nekako graditi, današnjo temo, sva se srečala z izzivom, kaj to so srednja leta oziroma pozna leta. Um, in odgovori so bili zelo sočni in zanimivi, je tako? Ja, nalašč sem hodil vsepovsod in spraševal razne ljudi, tudi sodelavce tukaj v studiu, kdaj misliš, da je človek zrel oziroma kaj so zate zrela leta, ne. Mladenič, ki tukaj skrbi za luči, je rekel, ja, pri 30-ih, ne. Meni se je to zdelo tako, ko sem bila stara enih 18, top 30, to je to. 30, to je to, ja. Seveda, oni pri 30 že malo cvitajo, ne. Ja, ne. Tako da, ja, in pol je tudi ena kolegica danes rekla, ne, da ko je bila stara 18 let, je babica rekla, a veš, da pri 50, ko sem bila še mlada, in je rekla, sem me tak smeh popadel, da sem me mogli ven odpeljati, ker je bilo nevljudno. Tako da, seveda, zrela leta so pač seveda stvar občutka, predvsem se pa ta zrelost zelo dviguje v odvisnosti od tega, koga sprašuješ. Tudi če mene vprašate, ker sem zdaj star 60, bi se mi zdelo, ne, da tudi pri 70 še kar lepo zrel in nekih srednjih letih, ne. Tako da verjetno, so pač ta, zrela leta izkrivljena. Tako kot je marsikaj danes, o čemer bova danes govorila, dejansko res neki osebni odnos do tega, ne, kot bo pol enkrat prišla do tega, kaj je normalna frekvenca spolnih odnosov. Te norme sploh obstajajo. To mene tudi zanima, kaj Za bomo povedali, a ne. 18-letnika, za Ja. 20-letnika, za 30, 50, 80, kaj je zdaj to normalna frekvenca, a ne? To sem hotela reči, da v bistvu, ko se dandanes srečam z žensko, ki je stara 70 let, ji rečem: "Gospa, vi ste še mlada, a ne." Ko sem bila 20 let mlajša, pa sem že delala to delo, ki ga poznam, a ne, oziroma ki ga delam, a ne, sem rekla 60-letni ženski: "Glejte, gospa, vi ste že starejša, a ne." Tako da vidim, da se ta meja zelo dviguje tudi z mojo starostjo, tako verjetno tudi s tvojo, a Ja, ne. ampak zdaj, če hočeva nekako obdržati, zadržati najine poslušalce, moramo vendarle reči, kaj si midva predstavljava, da so zrela leta in od kod naprej govorimo o tem. To, kar sva se pogovarjala prej izven studia, je bilo, da nekako meniva, da je smisel govoriti o spolnosti v zrelih letih takrat, ko meniva, da se pri ljudeh obeh spolov začnejo spremembe, tako na fizičnem kot na psihičnem področju, se pravi, ne tako daleč po 40. letu in zagotovo že pred 50. letom, ne. Jaz mislim, da bi se pri ženski držala dejansko perimenopavze, ki jo pač, nekako smatramo po 45. letu. Moški kasneje dozorevajo, v vseh smislih, a ne, in, bi rekla pri moškem pa nekje po 50. letu. To je moje osebno mnenje.